Lep pozdrav. V današnjem videu se bomo pogledali, koliko je vrednost našega dela, to se pravi naše plačila, ki ga za svoje delo dobimo, v vrednosti zlata. Moje ime je Pavel Richteršič, sem diplomirani premoženjski svetovalec in s podjetjem Elementom delam od samega začetka. Ampak preden začnem, bi vam postavil dva vprašanja. Kdo od vas si želi obdržati vrednost vašega premoženja? Jaz si definitivno to želim, verjetno tudi vi. In drugo, kdo bi želel to premoženje celo povečati? Veste, tudi to je moja želja, verjetno pa tudi vaša. No, in v zadnjem času se zelo veliko govori o umetni inteligenci. Poskušal sem jo tudi jaz, prijavil sem se v ChatGPT in začel sem gledati nekaj podatkov. Ker namreč sam sem letnik 1963, pa me je zanimalo, kakšne so bile cene leta 1963, to se pravi 60 let nazaj. In zanimivo, avto je bil leta 1963, naprimer en tak avto, to je simbolična slika, je stal $3200. To nam seveda kaj dosti ne pove, če ne pogledamo, koliko je bila pač plača tistega časa. In plača je bila takrat €5800. Letna plača, govorim. To se pravi, 6,6 mesečnih plač je bilo nekje potrebnih, da si kupil nek povprečni avto. Pa poglejmo danes, koliko je pa v Sloveniji danes povprečna plača. A si lahko 6,6 povprečnih mesečnih plač kupimo avto? Verjetno zelo slab avto, če sploh kdo, kateri obstaja. In ta rezultat mi je bil malo nejasen, nisem dobil tiste povezave, zato sem še enkrat prosil ChatGPT, da naj mi to pove, koliko je bilo to zlato. In dobim odgovor, da je bilo zlato leta 1963 $35. Danes, in to je bil 91 unč zlata za tak avto. Zlato je danes dobro $2100 ameriških dolarjev, če gledamo ceno v dolarjih. In to pomeni, da bi zlato, ki smo ga leta 1963 rabili za nakup avta, bil danes vreden $196,000. Kaj ugotavljamo? Da pravzaprav s plačo danes lahko kupimo manj, zlatom pa lahko kupimo več. Pa si pogledamo še nekaj dodatnih teh primerov. Recimo stanovanje oziroma hiša, povprečna hiša recimo iz leta 1963 je stala $19,300. To je cirka 40 mesečnih plač bo takrat, oziroma 551 unč. In če se danes pogledamo to vrednost tega zlata, vidimo, da je to danes več kot €1,187,000, oziroma današnjih 223 plač. Zopet ugotavljamo, da za plačo, ko smo danes kupimo manj, kot smo kupili leta 1963, vsekakor pa več v zlatu. Poglejmo še ceno bencina. $0,3 je bilo za galono leta 1963, galona je 3,78 litra. In za eno plačo si dobil 1610 galon, oziroma za eno unčo 117 galon bencina. In če pogledamo pač podatke za danes, povprečna ameriška plača je danes 5300 in še nekaj. In cena galone danes je cirka $3,7. In če zopet to preračunamo na ceno danes, oziroma na zlato takrat, ugotovimo, da danes dobimo za galon, da je z teh 117 galon, ki smo jih dobili 63 za eno unčo, vrednih $433, oziroma današnja unča zlata danes da 581 galon bencina. Zopet ista ugotovitev. Za plačo dobimo manj, za zlato, prvotno zlato iz leta 1963 pa več. In isto velja in mogoče še najhujše pri hrani. To je pač slika hamburgerja, samo simbolična slika, ne gre zdaj za obrok tako, ampak simbolična slika. Obrok leta 1963 je stal $1.
In za eno unčo smo seveda potem dobili 35 obrokov, oziroma za plačo 483 obrokov. To je bila namreč mesečna plača, če 5800 delimo s 12. In za plačo danes, za povprečno ameriško plačo danes dobimo zgolj 220 obrokov. In za eno unčo zlata pa 86. In ponovno vidimo, za plačo dobimo še enkrat skoraj polovico tistega, kar smo dobili leta 63, za zlato pa dobimo več kot še enkrat več. Seveda, to je Amerika, pa poglejmo, kako je v Evropi, poglejmo, kako je v Nemčiji. Tukaj sem preračunal plače, ki mi jih je dejansko priskrbel ChatGPT. Moral sem jih preračunati seveda iz mark v evre in seveda tudi potem na podlagi tega naredil graf. In če pogledamo rast plač, vidimo, da so nekje lepo rastle v nominalnem smislu. Seveda pa se bo tukaj postavilo vprašanje, koliko pa smo dobili za to plačo. In tukaj sem dal primerjavo, koliko unč zlata smo lahko za to plačo kupili. In poglejmo, leta 63, to je desna skala, če pogledate, smo dobili cirka unčo pa pol za eno svojo plačo. Poprečno nemško plačo, no, če tako rečem. Leta 73, potem je pa prišlo leto 80, ker smo pa dobili pravzaprav cirka eno unčo zlata, precej manj. Kaj se je zgodilo? Od leta 70 do 80 je bilo obdobje hude inflacije. Cena zlata je zrasla za 2400%. Seveda je logično, da smo potem za svojo plačo dobili toliko manj zlata. Seveda se je potem obdobje, ta inflacija se je umirila, za svojo plačo smo dobivali vedno več, tako da smo recimo v letu 2000 dobili celo 4 unče zlata za eno plačo. Vendar potem je začelo to upadati. Kam gremo v prihodnosti? Poglejte, o tem bom pokazal še v nadaljevanju nekaj podatkov, tako da ta slika je zelo, zelo zgovorna, kako se je gibala dejansko kupna moč nemške plače skozi čas. Kako pa je pri nas? No, to so podatki OECD-ja za nazaj in potem s preslikavo v naprej. In OECD ugotavlja, da nekdo z osnovno šolsko izobrazbo je od leta 85 naprej v povprečju mu je plača rasla 0,8%. Nekdo s srednješolsko izobrazbo 1,2 in nekdo z višjo visokošolsko izobrazbo 1,9. To se seveda zelo dobro sliši, ko pa zraven dodamo inflacijo, pa ugotovimo, da je pravzaprav realna kupna moč teh plač v vseh primerih padala. To so te polne črte. In če tu naredimo še prognozo vnaprej, če bi bile isti podatki, ugotavljamo, da je pravzaprav stvar kar precej zaskrbljujoča. Ampak vseeno se vprašamo eno. Tukaj je bila obračunana inflacija 2,24. Danes pa imamo inflacijo višjo. To se pravi, ta efekt še toliko večji. In ko primerjamo naložbe, seveda se jih vedno primerjamo skozi več kriterijev likvidnosti, donosa in tako naprej, vsekakor bi se jaz pa tukaj dotaknil tveganj. In bi primerjal denar in naložbe, predvsem naložbe v plemenite kovine skozi zorni kot tveganj. Pa poglejmo, katero tveganje je tisto, ki ga plemenite kovine nimajo. Verjetno so tukaj ljudje, ki se spomnijo tega bankovca. To je 100 dinarjev, konja smo včasih rekli. Jaz se spomnim, ko so v 80-ih letih hodil, v začetku 80-ih let, koncem 70-ih, hodil v srednjo šolo in bo to denar, ki sem ga imel kot srednješolec več kot za teden. Ampak vprašanje, ali lahko za ta denar danes kaj kupimo? Ne. Zakaj? Zato, ker ga je izdajatelj preprosto vzel iz obtoka. To, kot vidite, je obveznica. Obveznica iz leta 1963, jugoslovanska obveznica. In če bi hipotetično imeli to obveznico, bi jo lahko danes unovčili. Odgovor je ne. Zakaj? Zato, ker preprosto izdajatelja ni več.
Pa mogoče se bo kdo spomnil zelo glasnega primera Enrona, neke špekulacije, bil je pa to pojem ameriške ekonomije svoj čas. Upravna stavba, vidimo kakšna grozna rast delnice in potem seveda stečaj oziroma bankrot. Ampak kaj želim povedati? Če bi danes imel hipotetično delnico Enrona, ali bi ga lahko unovčil? Odgovor preprost, ne, ker ga nimam nikomur dati, ker podjetja preprosto ni več. In tu je odgovor, katero je tisto tveganje, ki ga plemenite kovine nimajo. In to je tveganje izdajatelja. In če gremo malo naprej pogledati izdajo danes evrov, ugotavljamo, da se količina evrov v obtoku drastično povečuje. Na drugi strani pa seveda kupna moč tega evra v kupni moči proti zlatu vidimo, da seveda enostavno pada v nekem istem tempu, kot tudi evro izdajamo. No, tukaj pa imam sliko, ki jo iz brošure, ki jo je izdal Mednarodni denarni sklad na temo upravljanja državnih rezerv v smislu vsebovanja zlata v teh državnih rezervah. In kot vidite, imamo tu tri kategorije. Nizko inflacijo, srednjo inflacijo in visoko inflacijo. In visoka inflacija je več kot 3%. Danes smo seveda več kot 3%. In kot ugotavljamo, je pravzaprav zlato dejansko v sploh teh visokih inflacijah odigral zelo pomembno vlogo. To priznava celo Mednarodni denarni sklad. Na drugi strani pa imamo to poročilo in Gold We Trust letošnjega leta, ki ga izdaja Incrementum, kot medklic. Obe dve te brošure sta na internetu prosto dosegljive in jih seveda tudi zelo priporočam, da si jih malo pogledate. Ampak če se vrnem nazaj k grafu Incrementuma, vidimo eno. Ta temna črta predstavlja rast inflacije od leta 1966 do leta 1983. In kaj vidimo? Bil je en vrh, pa je potem inflacija upadla, pa potem je bil tisti glavni vrh. In to je bil tudi razlog, ta glavni vrh v letu 80. Zakaj smo leta 80 dobili tako malo zlata za svojo plačo? Zaradi inflacije, višje obrestne mere in seveda višje vrednosti zlata, kot tudi kaže graf Mednarodnega denarnega sklada, in smo dobili manj. Rumena črta pa predstavlja inflacijo od leta 2013 naprej, do danes in potem predvidoma še za naprej. Kaj ugotavljamo? Rumena črta se grozljivo prekriva s temno, modro. To se pravi, mi zelo sledimo inflaciji, ki je takrat bila. In kaj smo se iz zgodovine naučili? To, da se iz zgodovine nismo nič naučili. Ampak dajmo se zdaj naučiti nekaj in poglejmo to, da v prihodnosti nas čaka še višja inflacija. To pomeni, da bo tudi naša kupna moč plače v denarju padala, sploh proti zlatu. Tako, za konec bi se zahvalil za vašo pozornost in vam dal samo en stavek v razmislek. Na začetku smo si odgovarjali, da vsi želimo obdržati premoženje oziroma ga celo povečati. In smo tudi ugotavljali, da inflacija našo kupno moč, da plače zmanjšuje oziroma v zlatu se to še posebno dobro vidi. Torej, kaj je izhod v tej situaciji? Dragi poslušalci, mislim, da so plemenite kovine pravi odgovor. Še enkrat hvala za pozornost.